Gospa Avšič-Bogovič, dober večer. Nova Slovenija vaše ukrepe ponavadi označi s predvolilno slaščičarno. Je torej ta ukrep, recimo temu, nov okus v tej slaščičarni? Dober večer. Svoboda je 2022 v politiko vstopila z namenom, da bo življenje v Sloveniji boljše, ker si to ljudje zaslužijo. Še danes imamo enako stališče in še danes delamo z enako vnemo, kot smo delali takrat. Takrat, ko imajo ljudje skrbi, ko nam sporočajo, da nekatere stvari niso prav zastavljene, da bi bilo mogoče bolje zastaviti drugače, takrat jim prisluhnemo, naredimo analizo, naredimo ponovni premislek in če ocenimo, da je prav, pošteno, pravično, sorazmerno, potem naredimo kdaj tudi korak nazaj in gremo dva naprej, ker je tako prav. Podoben zakon je bil sprejet novembra, verjetno bi že takrat lahko poslušali enake pomisleke. Ne, ni bilo tako. Mogoče je bila ta določba celo malce spregledana in danes, ko bi začela veljati in ki bi dejansko lahko vplivala slabo na te ljudi, ki opravljajo dejavnosti sezonskega značaja, bi bil problem. Hvala Bogu smo takoj prisluhnili, takoj anomalijo naslovili in danes vložili zakon s spremembo, kar pomeni, da sezonski espeji, ki ne bodo prebili praga za biti v tem sistemu, lepo je bilo prikazano, ne bodo rabili biti izven sistema naslednjih 5 let, ampak grejo takoj v sistem normirancev. Ta novela pa prinaša še tudi druge anomalije, ki so bile ugotovljene, predvsem pa postavlja sistem na bolj pravične temelje, kar nam je mar za ljudi. Gospod Horvat, tudi vi ste imeli novembra svoje predloge. Je Svoboda na nek način na dobri poti, da še pred volitvami uresniči to, kar vi obljubljate gospodarstvenikom? Svoboda je leta 2022 prevzela oblast in v tem času je dosegla to, da je Slovenija pod Golobovo vlado postala najbolj obdavčena država v Evropski uniji. To, kar smo danes dobili na poslanske klopi strani koalicijskih poslancev, je pravzaprav popravljanje bedarije, kot jo to imenuje dr. Robert Golob. To je pravzaprav že videno. Ta vlada dejansko naredi neko bedarijo in potem jo gre popravljati in potem so veliki zmagovalci, kako dobro so lastno bedarijo popravili. Tega nikjer na svetu ne vidiš, sploh pa ne, ko gre za davčno zakonodajo, ko gre za rešitve, ki tangirajo gospodarstvo. To povzroča nove in nove turbulence, nestabilnost, nepredvidljivost. In prav zaradi tega smo mi v prostem padu, kar se tiče konkurenčnosti države Slovenije po Mednarodnem švicarskem inštitutu in tako naprej. Ja, mi smo 15. oktobra vložili zakon, s katerim smo pripravili eno zelo dobro rešitev za normirance. Nenazadnje so normiranci na nek način naš davčni otrok iz leta 2014, ko smo skupaj s Slovensko ljudsko stranko takrat te rešitve pripravili in so dobro delovale. To je bil zelo dober sistem, ki ga je pa razsula prav Golobova vlada. Zakaj? Tako kot mi je povedal gospa Avšič-Bogovič odgovori na vaše očitke o bedarijah. Izvolite. Ne bom uporabljala te terminologije. Kolega Horvat zopet zavaja, zopet navaja in kup neresnic o teh davkih. Ni tako. 96% Slovencev je povedalo, da je zadovoljnih s svojim življenjem. 2022, sicer teh podatkov ne poznam, a zagotovo niso bili zadovoljni s svojim življenjem. Danes sistem deluje, danes smo spremenili že vrsto družbenih sistemov in podsistemov, zadovoljstvo ljudi narašča. In to, kar ves čas ponavljajo o teh davkih, to je edina njihova mantra, na katero se obešajo. Ko ugotovimo, da kakšna stvar ne deluje, da bi jo bilo bolj prav urediti drugače, to uredimo. Seveda jim gre to na živce. Ta
bedarija, kot jo imenujejo, še sploh ni zaživela v praksi, zaznali smo, popravili smo. In vse te stvari jim grejo v nos, ker to so dobre rešitve za ljudi. In z današnjo novelo zakona prihajamo tudi do rešitve, ki je posledica njihovega odličnega sistema in kup anomalij, ki se je ves čas pojavljal v teh zakonih, pa sistemsko niso bile rešene. Danes ta novela prinaša na mizo tudi to, da bodo manjši podjetniki, tisti, ki ne dosegajo prometa 30 000 evrov. Dobro, to smo že povedali. Gospod Horvat, izvolite. Ne, nismo povedali tega. Plačevali prispevke pravično, plačevali prispevke drugače kot tisti z več ustvarjenega prihodka. Danes ta novela prinaša po izračunu iz sedanjih cirka 640 prispevkov na SP-je, na vse SP-je, za manjše tiste, ki dosegajo 30 000 letnega prometa, znižanje teh prispevkov na cirka 400 evrov. To pomeni znižanje na letni ravni cirka 3000 evrov. In to je pomembno, to daje pravičnejši sistem. Ja, zdaj ta terminus bedarija je terminus doktorja Roberta Goloba, jaz samo ponavljam. In jaz verjamem, da kolegica Nataša težko sliši naše pripombe, upam pa, da bo razumela, da pa 76% vprašanih ljudi, ki je spraševala Mediana, pravi, da mora naslednja sestava parlamenta oziroma naslednja vlada rešiti zdravstvo. 46%, torej skoraj polovica, pa pravi, da mora rešiti gospodarstvo. Kaj to pomeni? Da na teh področjih imamo problem. Tukaj imamo problem. In koliko boljše živimo, ker smo v času Golobove vlade porabili iz proračuna Republike Slovenije 4 milijarde več. Novih davkov vse do leta 2028, ki ste jih uzakonili, pa je za 7,5 milijarde. To samo enostavno številke, vaše številke sešteješ. In zato komaj čakam, da bo skupna lista Nova Slovenija, SLS in Fokus, da bomo te zadeve popravili. Rešitve so na mizi, imamo pripravljeno dohodninsko zakonodajo, uvajamo mali in veliki pavšal in tako naprej. In to bo slovensko gospodarstvo dvignilo, bo dvignilo konkurenčnost in tudi razbremenilo plače, kar je dr. Golob obljubil že marca leta 2023. No, pa smo že pri predvolilnih geslih. Gospa Avšič Bogovič, kako odgovarjate gospodu Horvatu? Žal mi je, da tako manipulirajo s podatki in da tako na nek način strašijo in že zdaj grozijo, kaj bodo naredili, če bodo prišli na vlado. Zdravstvo se je razkrajalo mnoga leta, 20-30 let razkroja. Zdravstvo smo danes spravili na temelje, kjer je javno ločeno od privatnega zdravstva. In to je edino pravilno. Ljudje so zadovoljni, na tem področju se rezultati že kažejo. Sistem je narejen tako, da motivira javne uslužbence, torej uslužbence v zdravstvu, da ostajajo več v javnih zavodih, da opravijo tam več dela. Prav tako smo naslovili najbolj deficitarne poklice na področju zdravstva, družinska medicina, vstop v sistem. Zdaj bomo podobno zgodbo naredili na področju urgentne medicine, tudi anestezije. In vse to so stvari, ki vodijo in odpirajo vrata v javni zdravstveni sistem. Zavzemamo se za javno zdravstvo in se bomo tudi v nadaljevanju. Ker to je edini garant, da imamo Slovenke in Slovenci 24/7 na voljo zdravstvene storitve. To, kar oni počnejo, so počeli v prejšnji vladi, to vodi v razgradnjo javnega zdravstva. Kdo nam bo nudil po noči storitve, ko se nam kaj zgodi? Lejte, to niso enostavne stvari in prizadevali si bomo za druge stvari. Zdaj smo pri zdravstvu. Ne. Samo še to me zanima. Uporabil je samo trenutek. Uporabil je podatek, koliko ljudi je nezadovoljnih z zdravstvenim sistemom in sem povedala, zakaj. Okoli gospodarstva in te mantre, da nič ne naredimo za gospodarstvo, pa tudi ni res. Ko nekaj naredimo, so pa to volilni bombončki, ker jih jezi, ker sprejemamo rešitve, ki dejansko naslavljajo gospodarstvo, zaradi katerih so nam podjetja in podjetniki hvaležni in enako so nam hvaležni zaposleni. Sprejeli smo pred kratkim tudi zakon o delitvi dobička zaposlenim.
To je tudi eden od uspehov, ki naslavlja tako potrebe gospodarstva kot potrebe zaposlenih. Vedno naslavljamo oboje. Ne more vedno v tem sistemu profitirati samo gospodarstvo, vedno morajo biti vsi deležniki, ki v sistemu sodelujejo, naslovljeni. In to je edino pravično. Samo še gospod Horvat in končamo. Vas je presenetilo, da je gospod Pečečnik obrnil ploščo in ta teden pohvalil vlado Roberta Goloba? Vidi pa se, da imajo v SBC-ju s tem problem. Mnogi člani menda izstopajo, koliko sem videl. Ampak rad bi samo še nekaj dodal na ta aktualni zakon, ki je danes popoldne prišel strani koalicijskih poslancev na naše klopi. Glejte, vi imate, spoštovana kolegica Nataša, oblast in vi delate z našim denarjem zelo negospodarno, podkupujete volivce, to podčrtujem. In tukaj prav v tej noveli zakona o zimskem regresu imate tudi tako imenovani podtaknjenec, kjer sicer razbremenite davčno najšibkejše, torej tiste oziroma najmanjše SP-jevce in kmete. Ta zadeva je težka približno 60 milijonov. Tukaj pa ste nam na nek način prisluhnili Novi Sloveniji, ko vam že 4 leta govorimo, da je treba dejansko razbremeniti tiste najmanjše. Hvala, ker nas poslušate. Samo en stavek. Vedno smo bili in smo sodelovalni na področjih, ki prinašajo pozitivne, prave, pravične rešitve za naše ljudi. Najlepša hvala obema, da sta bila nocoj naša gosta. Nasvidenje. Hvala lepa tudi vam za povabilo.